Samostojna razstava akademskega umetnika Aleksija Kobala v Galeriji Y sestoji iz 3 umetnikovih ciklov, in sicer Potaknjenci, Navzkrižja dilem in pa Nebeške črvine. Kljub temu pa, da gre za 3 umetnikove serije, so bila vsa predstavljena dela narejena v preteklem letu 2022. Zdaj, cikel Potaknjenci je predstavljen z umetniškim delom za mano. To so Triglavski kiklopi. Gre za monumentalni triptih, ki je prav tako kot ostala dela iz tega cikla precej družbeno kritično. Potaknjenci, že sam naslov serije, ne govori zgolj o potaknjencih, ki jih poznamo iz našega domačega vrta, temveč se lahko nanaša na nekakšne umetne konstrukte, vsajene v našo družbo iz strani družbenega sistema samega. Na ta način si lahko gradi svoje nove podanike in ustvarja nove privržence. V bistvu slika Triglavski kiklopi in celoten cikel poudarja privrženost in podrejenost slehernika, prevprašuje njegovo svobodo, tudi zasebnost in navsezadnje tudi demokratičnost družbenega sistema samega. Zdaj, ta podrejenost, o kateri govorim, je pa poudarjena tudi samo kompozicijo teh vodnih stolpov, ki se zlovešče dvigajo nad nami z očmi, kiklopskimi enojnimi očmi na vrhu, ki opazujejo okolico. Ta pa sama po sebi že deluje nekoliko umetelno, saj je naravno krajino zamenjala ta nekaka mrežasta matrika v ozadju. No, v bistvu drugi cikel predstavlja pa slika Uroboros. Gre za cikel Navzkrižja dilem. Ta je bil predstavljen že leta 2021 v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Gre pa za serijo oziroma umetniško delo Uroboros, mitsko bitje. Predstavlja pravzaprav kačo, ki je svoj rep. Tu ne gre za nek nov motiv. Motiv je bil prisoten že pri starih Egipčanih, upodabljali so ga tudi Grki. Govori o ciklični naravi življenja, o tem, kako po smrti vedno sledi rojstvo. In nas tudi opozarja, v bistvu vsakokratno družbo opozarja na njeno ujetost v neke lastne ciklične vzorce. Obe deli, ki sem jo predstavila, sta narejeni v tehniki akrila in olja na platno, kar pa ne velja za ostala predstavljena dela iz najnovejše serije, ki jo je Kobal ustvaril. Kobal ima namreč neomajno vnemo po stalnem tehničnem razvijanju in pa vizualnem izpopolnjevanju njegovih del, kar botruje pa tudi nastanku zadnje serije z naslovom Nebeške črvine. Ta je bila ustvarjena v tehniki računalniške monotipije na platno. Gre za manjše formate umetniških del. Z omenjeno tehniko pa mu je uspelo doseči še večjo detaljnost, preciznost teh mrežastih vzorcev in s tem doseči še večje vizualne učinke, ki že mejijo na hipnotično. Vse skupaj pa umirja z puhastimi oblaki v ospredju, ki jih naslika v tehniki olja in akrila na platno, ki nekako vse skupaj harmonizirajo in umirjajo. Na ta način, s tem kontrastom, nas spet opozarja na dvojnost svetov, v katerih smo se znašli v današnji družbi, na dvojnost virtualnega in pa naravnega okoli nas, in spet se sprašujemo, kaj od tega je tisto resnično, ki
ki nas obdaja. Zdaj vse 3 serije odlikuje nekakšen enoten vizualni koncept, kljub vsemu, kljub spreminjajočim se tehnikam. Pomembno je pa tudi to, da kljub spreminjajoči se tehniki Kobal ohranja močno sporočilnost njegovih del in nas nekako spodbuja k razmisleku o družbeno-političnih problematikah, ki nas obdajajo v današnji družbi. Ne vem, kje naj bi začel. V bistvu je moje slikarstvo pravzaprav značilno, da izhaja iz nekakšnih paravanov. Čeprav so moja obdobja med seboj tako različna, ljudje vedno opažajo, da v bistvu so dela vedno drugačna, pa v resnici niti niso toliko, ker je vse več ali manj plod nekakšnih paravanov. Tudi ko sem slikal nebo ali pa oblake predčasno, je bilo to tudi vse v bistvu vnaprej domišljena nekakšna scena, narejena tudi v računalniku, in tudi računalnik je na nek način osnova vsem mojim delom. Še najbolj je pa eksplicitno to prikazano v zadnjem ciklu, v bistvu v teh delih, ki jih zdaj trenutno razstavljam z naslovom Logaritmi ekspresije. Zakaj logaritmi ekspresije? Mogoče zato, ker sem ravno tle v tej fazi hotel v bistvu najbolj nazorno prikazati na nek način dialog med časom, ki ga živimo, ki je popolnoma hermetičen, digitaliziran, kjer je v bistvu pravzaprav umetna inteligenca tista, ki vse bolj prevzema pobudo pri človeku. Po drugi strani pa gre za kombinacijo z neko melanholijo, z nekim romanticizmom, in to so v bistvu te neki oblački, ki v bistvu na nek način mehčajo, ustvarjajo nek dialog, mogoče celo iritacijo med to podlago, ki je v bistvu tako na nek način lepa, brezizhodna, ampak tudi tako zelo hermetična. To je v bistvu na nek način moje glavno sporočilo, ustvarjati nek dialog med nečem, kar je na videz nepovezljivo. Tako da tudi tehnologija je tle zdaj nekoliko drugačna. V bistvu, če sem prej te neke teksture, strukture, ki jih v bistvu ustvarjam na računalniku, v 3D programu, in sem jih doslej slikal, jih v teh malih formatih v bistvu prenašam preko računalniške monotipije direktno na platno, kar v bistvu sliki prida neko večjo avtentičnost, kar se tiče same teksture. Gre za večjo natančnost, gre za to neko neposrednost, da se v bistvu ne poskuša niti prikriti to, da je to računalnik. Pač hočem povedati, to je to. To je čas, ki ga živimo. Tako da v bistvu to obdobje, ki ga zdaj začenjam razvijati in tudi poskušam iz tega izpeljevati naprej, nek svoj odgovor na čas, ki ga živimo. Recimo, če sem se prej ukvarjal z temo topologija Zlatoroga, med drugim izšel je tudi moj roman na to temo, kjer sem se ukvarjal pravzaprav z fenomenom ideala, in je tudi slikanje oziroma zamisel o tem, kaj hočem povedati, pravzaprav drugačno, kot je to slikarstvo zdaj. Tam je šlo v bistvu pravzaprav za neko nedosegljivo steno. Sam zahajam v gore in ta ideal se meni zdi v gorah še posebej izpostavljen na lep način, kakor o tem govori pravljica o Zlatorogu. Samo da je pač v slikarstvu potrebno v bistvu spraviti v nek kader, ki govori z drugim drugačnim likovnim jezikom. To mora biti pač slika. V tem oziru se zdijo tiste slike v primerjavi s temi drugačne, ampak prehod v to je pa v bistvu samo stvar sporočila. Moje sporočanje tukaj je drugačno. Jaz hočem v bistvu zdaj govoriti o času, ki ga živimo, o tem, da se ta krajina v ozadju v bistvu nadomesti nebo, nadomesti steno, nadomesti neko realnost. Nek realen izris tle niti nima pomena,
razen če odštejem oblake. Ne. Oblaki so pa nekaj, kar je pri meni tako kot nekakšni majhni debelušni otročički, ki se naseljujejo vsake toliko in tudi na nek način sam doživljam neko nostalgijo v tem, ko jih slikam. Ne. Tako da te krajine zdaj zame pomenijo virtualen svet, ne, čisti virtualni svet, v katerega smo pač mi ujeti kot v nekem rezervatu. Ne. Ker če pogledamo, človek v bistvu naravo potiska vse bolj nek rezervat. Ne. Narava postaja sama po sebi ta njena izvorna moč peša, ne, in človek s poselitvijo, z izsekavanjem, z uničevanjem narave, s podrejanjem živalskih vrst in vsem tem spravlja naravo v nek rezervat, ampak istočasno pa tudi sebe. In tudi sami postajamo umetelni del tega sveta. Ne. Zato tudi toliko bolj te moje slike govorijo prav o tem. Ne. Imamo te oblake, ki nas spominjajo na nek čas, na neko otroštvo, na neko brezskrbje in imamo v bistvu zdaj to krajino od zadaj, kjer ni več nebo, ampak ta skrita mreža, ki je bila pa pravzaprav že ves čas od zadaj, samo videli jo nismo.